Lepo pozdravljeni. Današnja tema je sestava obrokov s poudarkom na beljakovinah. Pri sestavi obrokov onkoloških in hematonkoloških bolnikih dajemo poudarek na presnovno podporo in preprečevanju ter tudi zdravljenju podhranjenosti in ne več toliko na preventivno vlogo prehrane, kot je to pri splošni zdravi populaciji. Z raznolikimi uravnoteženimi obroki preprečimo, da bi zaužili česa preveč ali premalo, kar vodi lahko v moteno delovanje organizma, tudi v podhranjenost. Naprimer, ob energijskem beljakovinskem pomanjkanju pride do izgube telesnih zalog, pri bolnikih tudi precej izgube mišične mase. Najprej je na udaru mišična masa rok in nog. Razvija se sarkopenija, to je izguba mišične mase in moči, ali pa celo kaheksija, ki je bolezenska oblika podhranjenosti. Obe močno poslabšata zdravljenje, okrevanje in rehabilitacijo in s tem tudi slabšata kakovost življenja. Moji nasveti glede sestave obrokov so zato usmerjeni bolj v preprečevanje razvoja teh prehranskih motenj. Še prej bi povedala, kaj je bistveno za ohranjanje ali pridobitev mišične mase. Prvič je to zadosten energetsko-hranilni vnos oziroma energetsko-beljakovinski višek, če želimo pridobiti mišično maso. Drugič je to konstantno zadostno uživanje beljakovin, to je 20 do 30 gramov na obrok ali še več med aktivnim onkološkim zdravljenjem. Naprimer pri bolnikih, sploh pri starejših, se pogosto razvije anabolna rezistenca. To pomeni v bistvu, da telo postane nekako odporno na pridobivanje mišične mase oziroma jo pridobite zelo težko. Tretjič je pa še potrebna redna telesna aktivnost in vsaj 2-krat na teden izvajanje vaj za moč oziroma vadba proti uporu. Torej, kaj morate jesti, da z obroki zaužijete tudi dovolj kakovostnih beljakovin? To so živila živalskega izvora z visoko biološko vrednostjo beljakovin. Torej, meso, mesni izdelki, izbirajte raznovrstno pusto meso, manj predelanih mesnin, če pa že naj bodo iz celega kosa mesa. Potem ribe, ribji izdelki, bolj redko tudi naprimer konzervirane. Potem jajca, jajčne jedi, ampak izogibajte se surovim jajcem in jedem iz surovih jajc. Velika skupina so še mleko, mlečni izdelki, uživajte več fermentiranih, kot so skuta, siri, jogurti, kefirji, nekako 2 do 3-krat na dan. Potem pa rastlinski viri živil, ki so bogati z beljakovinami, so stročnice, ampak v kombinaciji z žiti, krompirjem, rižem in pa sojini izdelki, naprimer sojino mleko, tofu, pa še druga živila, kot so pšenični sejtan, ajda, kvinoja, nekateri oreščki, arašidi, arašidov namaz in pa nekatera semena. Naprimer, bogata z beljakovinami so predvsem bučna semena in lanena semena. Ker pa v bistvu veliko jemo ogljikove hidrate, v večjem deležu kot beljakovine, prispevajo pomembno količino beljakovin v obroku. Naprimer, žitarice, kruh, testenine vsebujejo več beljakovin kot enaka količina krompirja, riža ali naprimer polente. Sicer pa uživajte raznovrstna ogljikohidratna živila, škrobnata živila. Pri pripravi obrokov uporabljajte kakovostne maščobe, naprimer kakovostna olja, hladno stiskana olja, in pa nekaterim obrokom dodajte nekaj oreščkov, semen in seveda v obroke čez dan razvrstite vsaj 150 gramov sadja in 250 gramov zelenjave.
Priporočeno je, da imamo dnevno vsaj 3 obroke, obvezno pa več, če smo veliko aktivni, če imamo slabši apetit ali smo hitreje siti, ali pa če je prisotna sladkorna bolezen. Zdaj bom pa za primer navedla nekaj ustrezno sestavljenih obrokov za dobro presnovno podporo telesa in seveda hkrati tudi za podporo imunskega sistema. Oziroma bom kar malo prebrala iz spiska, ki ga imam pred seboj. Začela bom z zajtrkom. Opažam, da je pogost zajtrk starejših kruh, maslo, med ali marmelada, mogoče še kakšen sadež. Ta zajtrk vsebuje premalo beljakovin, zato bi bilo fajn, da dodate še kakšen jogurt s skodelico mleka ali kefirja, 5 do 10 dek skute. Drugi primer zajtrka, naprimer polnovredni kruh, skutni namaz, tunin namaz, namaz iz stročnic, zraven dodate kakšno rezino ali 2 puste vrste salame ali sira. Dodajte še sezonsko sadje ali avokado in zelenjavo. Za več beljakovin lahko tudi jogurt ali eno jajce. Tretji primer, skodelica kosmičev, žitaric, različnih kaš, stropov, žgancev z jogurtom ali mlekom. Za ponovno večjo količino beljakovin dodate kakšno žlico skute ali pa izberete bolj z beljakovinami bogat jogurt, naprimer pravi grški jogurt, islandski jogurt. Mleko pa naj bo kravje, kozje ali sojino, ker imajo več beljakovin, in ne ovseno, riževo ali mandljevo. Če pa ne uživate mleka, dodajte kakšno žlico beljakovin v prahu ali posneto mleko v prahu. Lahko dodate tudi sadje, za sladek okus, med, marmelado, kakšno čokolado ali pa oreščke in semena. Četrti primer, naprimer jajca na različne načine ali jajčne jedi. 2 do 3 jajca, kruh, kakšno sezonsko sadje in pa lahko tudi zraven še kakšen jogurt, mleko, kakav, bela kava. Če pa zaužijete eno jajce, potem dodajte še kakšno rezino ali 2 pršuta na kruh. Kosilo je običajno najbolj obilen obrok, vsebuje tudi največ beljakovin, ampak ne pretiravajte z beljakovinami, saj se odvečne izkoristijo za energijo, to je nekako nad 40 gramov na obrok. Pogost primer kosila je običajno kakšno meso, izbirajte puste vrste, količine naj bodo 10 do 15 dek, ali riba okoli 15 dek, na kakšnem kakovostnem olju, naprimer olivnem, repičnem, ter pa priloga, različna žitarice oziroma žita ali krompir, riž, testenine, kaše, zdrob v količini od 1/3 do polovice krožnika, zraven pa zelenjavna prikuha ali solata oziroma oboje. V solato dodajate tudi kakšno žlico kakovostnega rastlinskega olja. Drugi primer so enolončnice iz stročnic in žit ali zelenjavne z mesom, krompirjem, testeninami. Lahko pa tudi kakšen ričet, pasulj, segedin in podobno. Za večji energetski vnos dodate kakšno rezino kruha ali pa sladico, naprimer pecivo. Tretji primer so skutne in jajčne jedi, naprimer palačinke, štruklji, narastki, pogače. In če ne vključujejo zelenjavo, dodajte še kakšno zelenjavno juho. Četrti primer, za naprimer vegetarijansko kosilo, na splošno uporabite tofu, sojine polpete namesto mesa, več stročnic, več jajc, večje količine ogljikohidratnih živil in pa tudi recimo kakšne mlečne jedi. Potem večerja. Večerjo sestavite podobno kot kosilo ali zajtrk. Lahko je to malo manjši obrok, če čez dan niste bili veliko aktivni.
V bistvu so lahko to tudi sestavljene solate z mocarelo, jajcem, tuno, stročnicami, žiti, kruhom. Potem za malico, med glavnimi obroki lahko dodate kakšno malico, na primer lonček delno posnetega jogurta, manjša pest oreščkov, kakšno sadje, lahko je košček kruha z namazom, dodate zelenjavo, ali pa na primer kakšen jabolčno-skutni zavitek. Sladice naj bodo sicer vedno del obroka, poredko kot samostojni obrok. Sicer so bolj primerne kakšne take lahke sladice, zavitki iz mlečnega testa, na primer domač štrudelj, skutne sladice, rižev narastek, biskvitno pecivo s sadjem, navadni keksi, temna čokolada in tako naprej. To, kar sem naštela, so povsem običajni obroki. Treba je prilagoditi le količine glede na vašo telesno maso in stopnjo telesne aktivnosti. Sicer pa morajo biti tako obroki kot tudi jedilniki individualno prilagojeni. Za konec vas pa še opozorim, izogibajte se popularnim dietam, postu, ne hujšajte zdaj, ohranite stabilno težo in s tem mišično maso. Ostanite doma, kljub temu pa poskrbite za ustrezno in primerno telesno aktivnost in seveda dobro prehrano.